Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Na Mednarodni dan žensk 8. marca je v Kopru potekal protestni shod z naslovom Če me stavkamo, svet stoji, na katerem se je zbralo okoli 150 ljudi. Organiziral ga je socialistrski bralni krožek, pričel pa se je ob 11. uri na Titovem trgu. S protestom so želeli opomniti na prvotni pomen praznika, ki obeležuje boj delavk za trdo priborjene pravice. Na shodu so udeleženci zahtevali boljše plače in delovne pogoje za zaposlene v feminiziranih poklicih, zagotovitev trajnega sistemskega financiranja za domove za starejše, okrepitev javnih vrtcev z nižjimi stroški in večjo dostopnostjo ter demokratizacijo in skupnostno upravljanje javnih storitev. Feministični boj pomeni prizadevanje za dejansko izboljšanje življenjskih pogojev vseh in pri tem je ključna enakopravna vključenost celotne družbe. Pravzaprav zato, ker 8. marec je večinoma tak vsebinsko prazen dan, skomercializiran, dan škontov, dan popustov v trgovinah, to, kar je v bistvu ta neka mainstream politika tudi hoče iz Kopra narediti. Danes je tudi nek dan v mestu, dan 8. marec v Kopru, kar pač nam ne koristi, neki vsakdanji ženski pač to nič ne koristi. Tako da naš point je to, da pravzaprav 8. marec mora biti pač to, kar je bil v štartu, dan borbenosti, dan ozaveščanja o enakopravnosti žensk. Danes smo tukaj zato, da opozarjamo, da naše delo, delo žensk, delo, ki ga pač ženske večinoma upravljamo, je pač ključno za delovanje družbe. Če me stavkamo, svet stoji. Te poklici, ki jih večinoma glih ženske upravljamo, čistilke, kuharice, perice, večinoma so pač to podplačane službe, plače pod minimalno plačo, kar je pač nevzdržno, nezaslišano. To potem pomeni, da pač tudi upokojenke ne morejo priti čez mesec, zato ker so imele že celo življenje pač ful nizko plačo. Tako da to ne sme biti več. Danes smo tukaj zato, da pač opozarjamo in da pač spremenimo svet na boljše. Čeprav je načelo enakega plačila za enako delo v veljavi že od rimske pogodbe leta 1957, ki velja za vse države članice Evropske unije, so plačne razlike med spoloma še vedno močno prisotne, napredek pa je minimalen. Oktobra 2022 je povprečna bruto urna postavka v Sloveniji znašala 12,37 evrov za moške in 11,88 evrov za ženske, kar pomeni 4% plačilno vrzel. Razlike med državami so precejšnje. Največje so bile v Estoniji, in sicer 20,5%, 18,8% v Avstriji, 17,6% v Nemčiji, na Madžarskem znaša odstotek 17,3% in 16,6% na Slovaškem. Luksemburgu je uspelo odpraviti plačno neenakost, med državami z najmanjšimi razlikami pa so bile Romunija s 3,6%, Slovenija s 3,8% ter Poljska in Belgija s 5%. Prej omenjene probleme izžareva slovenski skrbstveni sektor. Skrbstveno delo, ki vključuje oskrbo starejših, bolnih, otrok in oseb z ovirami, opravljamo po večini ženske. Kot je značilno za feminizirane poklice nasploh, je tudi skrbstveni sektor krepko podplačan. Plače se gibajo nekje okoli minimalne plače, pogosto tudi pod njo. Nezadostno plačilo, ki je vzrok kadrovske podhranjenosti in preobremenjenosti delavk in delavcev, nevzdržen tempo dela, pomanjkanje infrastrukture ter drugi slabi pogoji vplivajo na kvaliteto oskrbe v javnih ustanovah. Poleg tega pa je skrbstveni sektor deležen vedno bolj intenzivne privatizacije. Tako storitve v domovih za starejše, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, javnih vrtcih in drugih javnih zavodih postajajo vedno manj dostopne. Slej ko prej bomo vsi prišli v leta, ko ne bomo več zmožni skrbeti sami zase. Takrat bomo v celoti odvisni od podpore, ki nam jo nudi družba, kateri smo svojim delom prispevali celo življenje.
Povprečna penzija danes ne pokrije niti osnovnih stroškov za bivanje v domu za ostarele. Tako so številne družine ujete med dvema slabima odločitvama. Na eni strani se lahko odločijo ostarele svojce prepustiti pogosto neprimerni oskrbi v domovih za ostarele, ki predstavlja veliko finančno breme. V drugem primeru pa so oskrbo starejših prisiljena prevzeti posamezna gospodinjstva, kjer za ostarele skrbijo večinoma ženske. Razpad javnih mrež domov za ostarele tako dodatno potisne ženske v opravljanje dvojnega dela. Poleg svoje službe morajo doma opravljati še skrbstveno delo, za katerega niso niti kvalificirane in niti plačane. In kaj lahko naredimo? Vizija in vzpostavitev pravičnejše družbe nikoli ni in nikoli ne bo delo posameznika ali posameznice. Čeprav je vsaka akcija korak v pravo smer, lahko boljši svet ustvarimo z skupnimi močmi. Združeni, organizirani. Manifestacija skupne moči in kolektivnega dela je tudi današnji shod, na katerem zahtevamo višje plače in izboljšanje delovnih pogojev za delavstvo v feminiziranih poklicih, trajen sistemski vir financiranja za domove za starejše, okrepitev sistema javnih vrtcev ter znižanje cene vrtca in povečanje njihove dostopnosti, podružbanje in samoupravljanje sistema javnih storitev. Poleg tega je treba poudariti, da patriarhat ne ogroža samo žensk, ustvarja in ohranja represivne vzorce moči, ki ne zatirajo samo žensk, prispeva k kapitalizmu in vedno globlji ekonomski razklanosti med razredi. Patriarhat ni zgolj ženska težava, feminizem ni zgolj ženska rešitev. Feminizem kot boj proti sistemskemu izkoriščanju žensk je boj proti sistemskemu izkoriščanju nasploh. Feminizem je boj za enakopravnejši svet. Če mi stavkamo, svet stoji. Če mi stavkamo, svet stoji. Poleg enakega plačila so v ospredju še enake možnosti pri zaposlitvi in napredovanju, dostojni delovni pogoji ter zaščita pred spolnim nadlegovanjem in diskriminacijo. Ključne so tudi pravice do telesne avtonomije, dostopa do zdravstvene oskrbe in zaščite pred nasiljem. Pomembno je zagotavljanje enakega dostopa do izobraževanja, spodbujanje žensk v znanosti in tehnologiji ter uravnoteženje poklicnega in družinskega življenja. Prav tako je nujna enakopravna politična zastopanost ter ekonomska neodvisnost žensk, ki vključuje dostop do finančnih virov in ukrepe za zmanjšanje revščine. Mednarodni dan žena tako ostaja priložnost za ozaveščanje in prizadevanje za pravičnejšo družbo. Ni najbolj enostavno iti na ulice, to narediš takrat, ko moraš, ne zaradi tega, ker se želiš izpostavljati. In danes je tak čas. Druga misel pa je ta, da sram me bo. In zdaj smo tam. Sram. Sram, da se izpostavljam. Sram, ker se borimo za svoje pravice. In zato, ker je bilo že pridobljeno in je danes izgubljeno. Sram, da smo delavke. 8. marec, dan žena. Dan, ko nam moški člani naše družine podarijo cvetje in edini dan v letu, ko to običajno storijo tudi delodajalci, ki so pretežno moški. Na shodu so se dotaknili tudi pereče teme dostopnosti splava. Danes več kot 20 milijonov žensk v Evropi namreč nima dostopa do varnega splava. Inštitut 8. marec že nekaj časa zbira 1 milijon podpisov v podporo evropski državljanski pobudi, da bi to spremenili. Želijo, da bi imeli vsi v Evropski uniji dostop do varne umetne prekinitve nosečnosti, ne glede na to, kdo so in od kod prihajajo. Zahtevajo, da Evropska unija sprejme zakonodajo, ki bo vzpostavila finančni mehanizem, ki bo državam članicam, ki se bodo tej politiki prostovoljno pridružile, pomagal zagotoviti varen in dostopen splav za vse. Dostop do varnega splava želijo omogočiti ženskam iz držav, v katerih je splav skoraj popolnoma prepovedan, kot sta Poljska in Malta, ženskam iz držav, kjer je splav dovoljen, vendar ni brezplačen, kot sta Avstrija in Nemčija, ženskam iz držav, v katerih je splav dovoljen, vendar težko dostopen, kot sta Hrvaška in Italija, ter ženskam iz marginaliziranih skupin, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja in dostopa do varnega splava v vseh državah članicah Evropske unije. Borimo se za reproduktivne pravice.
Od pravice do odločanja o lastnem telesu ne odstopamo. Nezaslišano je, da se dostopnost do splava, kontracepcije ter menstrualnih pripomočkov še vedno postavlja pod vprašaj. Napadi kapitalističnega patriarhata nas znova in znova opominjajo, da nobena pravica ni podarjena in bo ogrožena vsakič, ko kapitalistom ne prinaša največjega možnega dobička. Vztrajno se moramo boriti za sistem, v katerem bo na prvem mestu dobrobit večine in se skupaj upreti vsakršnim poskusom razvrednotenja trdega dela naših hrabrih predhodnic. Tudi v nedeljo, 23. marca, ko bo v Kopru že drugič organiziran pohod za življenje, ne bomo ostali tiho. Ob 11.30 se bomo zbrali na Titovem trgu in kakor danes nadaljevali skupni boj. Preden pa se vrnemo na Titov trg, skupaj zabojimo še dobro znano Bela Čao. Čeprav jo vsi poznamo, malo kdo ve, da je bila v izvorni različici to pesem sezonskih delavk na riževih poljih v Patski nižini. Tudi one so se upirale slabim delovnim pogojem, nizkemu plačilu ter dolgemu delavniku. Mednarodni dan žensk ima svoje korenine v boju za pravice žensk in delavske pravice, ki sega v konec 19. in začetek 20. stoletja. Prvi mednarodni dan žensk je bil obeležen leta 1909 v Združenih državah Amerike, ko so ženske v tekstilni industriji organizirale stavko za boljše delovne pogoje, višje plače in pravico do volitev. Leta 1910 je Klara Zetkin predlagala na Kongresu socialistov v Kopenhagnu, da bi 8. marec postal globalen dan za enakopravnost žensk. Prvi svetovni dan žensk je bil organiziran leta 1911 v Evropi, zlasti v Nemčiji, Avstriji in Švici, kjer so ženske zahtevale enake pravice, boljše delovne pogoje in glasovalno pravico. Po drugi svetovni vojni so Združeni narodi začeli promovirati 8. marec kot dan za ozaveščanje o pravicah žensk. Leta 1977 so Združeni narodi pozvali države, naj obeležujejo ta dan. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je vsaka tretja ženska v svetu doživela fizično ali spolno nasilje, največkrat s strani partnerja. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve v Sloveniji vsako leto prejmejo približno 5000 prijav o nasilju v družini, pri čemer so žrtve večinoma ženske. Po podatkih Združenih narodov je le okoli 25% svetovnih poslancev in samo 20% svetovnih ministrov žensk. V državah, kot so ZDA, Velika Britanija in Nemčija, so ženske šele v zadnjih desetletjih dosegle večjo zastopanost v politiki. Slovenija spada med najvišji delež žensk, ki so v politiki v Evropski uniji. Ženskam svobodo, zdravo brami, ne biti mona, stopi z nami. Ženskam svobodo, zdravo brami, ne biti mona, stopi z nami. Ženskam svobodo, zdravo brami, ne biti mona, stopi z nami. Ženskam svobodo. Raziskave kažejo, da so ženska gibanja v 20. stoletju pomembno vplivala na spremembe v zakonodaji, kot so pravice do volitev, dostop do izobrazbe, pravice v zakonskih in delovnih razmerjih, zaščita pred nasiljem in diskriminacijo. Kljub napredku, ki je bil dosežen v zadnjih desetletjih, še vedno ostajajo velike vrzeli na številnih področjih, kot so enakopravnost v plačah, dostop do političnih pozicij in boj proti nasilju. Praznovanje 8. marca ni le dan, ko obeležujemo dosežke, ampak tudi priložnost za premislek, kako lahko še naprej izboljšamo pogoje za ženske po vsem svetu. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.